Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Začetki čokolade Gorenjka segajo že v leto 1922, ko je bilo v Lescah ustanovljeno družinsko podjetje za proizvodnjo čokolade. Pred 95 leti so orali ledino na slovenskem trgu s čokoladnimi izdelki, velik ugled pa so dosegli z uporabo najkakovostnejših surovin z celega sveta. Danes se Gorenjka v okviru skupine Žito lahko pohvali z vodilno pozicijo pri temnih in riževih čokoladah in z drugim mestom pri mlečnih čokoladah. Letos smo plasirali tudi moderne verzije, to se pravi čokolade. Kot veste, ljudje zdaj vsi nekaj hujšamo, fitnesiramo in tako naprej. Mi smo se seveda tem potrebam odzvali z wellness čokolado, s čokolado, ki vsebuje poleg kakava, ki je super živilo, še druga super živila, kot so zeleni čaj, volčje jagode, konoplo, tako da pravzaprav smo zelo pozitivno presenečeni nad velikim odzivom slovenskih potrošnikov in seveda tako bomo tudi še nadaljevali. Želje in potrebe potrošnikov so nam pač glavno vodilo pri našem poslovanju. Gorenjka, ki letos tako praznuje 95 let, je že od samega začetka festivala čokolade eden njegovih največjih pokroviteljev. Včeraj so med številne obiskovalce razdelili 95-kilogramsko mlečno čokolado Velikanko, ki jo je izdelalo 10 slaščičarskih mojstrov. Velik model, se pravi model je narejen za 100 kil, se vlije najprej v bistvu šalčka, tako imenovana šalčka, potem pa se na to plast usuje, se pravi 32 kil lešnikov, potem pa se na to plast ponovno usuje spet lešnike in se ta model poravna nekako, da je ravna linija. Potem gre ta čokolada iz 30 stopinj čim hitreje na 3 stopinje, se pravi v hladilnico, potem se pa 24 ur mora hladiti, ker je le 4 cm debela, da se ta čokolada izlušči iz modela, potem ko jo obrnemo. Na koncu se pa seveda okrasi z našo punčko, z belo čokolado, zato pa imamo tudi že zverzirane slaščičarke, vsako leto že lepo okrasijo. Pri svečanem drobljenju edine prave slovenske čokolade Velikanke je sodeloval tudi predsednik države Borut Pahor, ki sta ga tokrat spremljala žena Tanja in sin Luka. Najprej ne povem, da je bilo vabilo župana in direktorja malce zlobno, da pridem na ta festival, ker dobro veste, da imam rad čokolado, ampak se jim pač poskušam upirati, ker pač malo ljudi. No, ampak jaz sem jima vrnil bilo za drago in sem s seboj pripeljal v Tanjo in Luketa, ker ne gre tam nikamor nikoli z mano. Tokrat pa ni bilo nobenih težav, oba sta takoj rekla, da gre se, ker sta zelo posneda in se dostikrat dobita doma po noči v kuhinji, ker eden ali drugi kradeta po hladilnikih in okrog ščoke čokolade. Predsednik je pohvalil občino Radovljica in javni zavod Turizem Radovljica za vložen trud, s katerima ne le ohranjata, ampak še dodatno razvijata vse bolj priljubljeni festival čokolade. Vidim, če smem samo še to reči, da je treba zelo malo, kakšno dobro, unikatno idejo, da se ustvarjajo neke zgodbe, okrog katerih se potem tradicionalno začnemo zbirati ljudje, kar pomeni, da potrebujemo take dogodke, da se družimo, da pridemo skupaj in če je to razlog čokolada, potem pa ne bo čokolada, nekaj sladkega, da tem dostikrat tudi grenke v življenju. Čestitke vsem, lep dan želim.